Oddajanje stanovanj na črno brez pogodb je v Sloveniji prej pravilo kot izjema. Preverili smo, kako je v dveh stanovanjih, ki se oddajata v Ljubljani. Stanovanje v ljubljanski Šiški. Spalnica. Ok, pa kuhna skupaj vidim, dobro. Lahko samo vprašam, ljubljančke hiše niso dovoljeni oziroma živale? Niso. Ok, dobro. In še stanovanje za Bežigradom. Kje je pomivalni stroj? Nekaj je tukaj, zdaj pa ne vem, vam grem še pokazati, kateri je zelo velika. In plačilo najemnine v Šiški tako. Predvidevam, da najemno pogodbo bi bilo treba podpisati, ne bi bilo treba, kako bi lahko glede tega šli? Tako rečemo, daš ti lepo na mes 950 evrov manj, to mi daš na rokcu, Pa pol pogodbo kar spustilo, ja. Za Bežigradom povsem drugače. Ne na roko. Ne, Normalno. Ok. Pri notarju. Aha, prav. Ja, prav pri notarju se naredi pogodba in ščiti pogodba oba. Pa je dobro se. Nobenega pod roko sem tja. Mi smo take sorte, da ne delamo nič Mučkari. mimo. Ja, ne. Uradnih podatkov, koliko ljudi oddaja na črno, sicer ni. Po nekaterih ocenah in anketah pa le slaba polovica najemodajalcev finančni upravi prijavi najemne pogodbe in dejanske zneske najemnin. Več kot 30% prijavi fiktivne, nižje zneske, približno petina pa svoje stanovanja oddaja povsem brez pogodb na črno. Torej, kako ste zadovoljni z najemodajalcem? V redu, super. Redo? Ja, super. Vse po pogodbi, zneski prijavljeni in tako naprej. Tako je, vse v redu. Z najemodajalci je v redu, celotna situacija na splošno nepremičninska je pa katastrofalna. Mi imamo srečo, da smo dobrega najemodajalca najdeli, ampak to, da se v Ljubljani ne dobi garsonjere pod 1000 evrov na mesec, je bizarno. Najemodajalec je super, pa stanovanje je super, res smo pač trofla neko, kako se temu reče, iglo v senu, ampak drugače je pa kriza totalna. No. Za totalne lukne kasirajo po 500-600 evrov plus stroške. Ključem, pojasnjuje Dušan Lazar, direktor in lastnik nepremičninske franšize Century 21, je pri tem nadzor. To se da hitro videti, če je stanovanje prazno, pa tam nobeden redno prijavljen, da se domnevno oddaja. V tem primeru je dobro, da imamo nadzor in je dobro, da imamo čim več najemnih pogodb uradnih, podpisanih, da je tukaj en red, da se pravila vejo, da veljajo tako za najemnika kot najemodajalca. Globa za najemodajalca, ki oddaja na črno, je od 250 do 400 evrov, za tistega, ki navede nepravilne ali neresnične podatke, pa od 400 do 5000 evrov. Hkrati FURS kršiteljem obračuna dodatno davčno obveznost, lahko za do 5 let nazaj. V letih 2023 in 2024 je finančna uprava opravila več kot 85 000 davčnih kontrol in pobrala skoraj 3 milijone evrov in pol dodatnih davčnih obveznosti. Še zlasti so FURS-u pri nadzorih v pomoč prijave in dokazi najemnikov. To so konec koncev lahko tudi SMS sporočila ali elektronska sporočila, kjer dobimo korespondenco, kjer se dejansko najemodajalec pa najemojemalec dogovarjata o zneskih, so navedeni zneski, roki, potrdila o nakazovanju in tako naprej. In kombinacija vseh in prijav in lastnih podatkov in podatkov drugih organov potem tvori nek mozaik, na podlagi katerega lahko potem tudi zaključimo postopke in ustrezno sankcioniramo kršitelje. In kaj konkretno bi pomenila nižja obdavčitev, če lastnik stanovanja oddaja za tisočanka na mesec, zdaj ob 10% normiranih stroških plača 2700 evrov davka na leto. Ob nižji 15% obdavčitvi bi dobrega tisočaka manj, če bi stanovanje oddal mladim, starim do 30 let ali mladi družini, pa le 540 evrov na leto. Prinaša torej nižji davek res več reda v slovensko najemniško džunglo, nižje najemnine in več najemnih stanovanj, kot obljubljajo v koaliciji, ali gre le za darilo lastnikom, ki bodo razliko preprosto pospravili v žep?
Nižji davek bo peščico najemodajalcev, ki zdaj oddajajo na črno, morda res prepričal, da bodo svoje prihodke prijavili dancerjem, a najemniških stanovanj, je jasen predsednik Slovenskega nepremičninskega združenja Marko Novak, na trgu zato ne bo bistveno več, lastniki pa najemnin zaradi nižjega davka tudi ne bodo nižali. Ta razlika gre po ekonomski teoriji in praksi tistemu, ki ima večjo pogajalsko moč. In to je v tem primeru seveda absolutno lastnik v Sloveniji, še posebej v Ljubljani, kjer je lastnik seveda popoln vladar situacije. Temu pritrjuje tudi arhitekt in publicist dr. Miloš Kosec. Zniževanje davčne stopnje pomeni v resnici subvencijo države lastnikom, nič drugega. Ti se ne bojo in tudi je neracionalno pričakovati, da bi se prostovoljno odpovedali pač povečani marži, ki jo dobijo. Najemniški trg bolj kot nižji davek potrebuje druge ukrepe, denimo obvezno registracijo, prijave pogodb finančni upravi, predvsem pa strožji nadzor in višje kazni. Če želimo več reda in zdaj imamo dobro priložnost, potem je potrebno dvigniti kazni za oddajanje na črno na nivo, kot ga imata Avstrija in Nemčija, kjer se začnejo pri 10 tisoč evrih in končajo pri 50 tisoč. Dejstvo, da je inšpekcija bolj anekdotična, kot pa dejansko prisotna in da nima pravih orodij moči, pomeni samo eno. To, da si je v resnici nihče ne želi. Da bi se stanje uredilo samo od sebe oziroma bi ga trg je, dodajata sogovornika, iluzija. Trg funkcionira perfektno na področju stanovanj v Sloveniji in mu ni v interesu, da bi gradili več stanovanj, ker to pomeni, da z dodatnimi gradbenimi stroški bojo samo nižje najemnine in nižja vrednost stanovanj. Južno od Karavank imamo že stoletja probleme z plačevanjem davkom in če to kombiniramo z balkansko miselnostjo, potem je seveda dobimo eksplozijsko kombinacijo, ki je ni na svetu, kjer je utajevanje davkov ali pa izogibanje plačila davkov, četudi so zelo nizki, nacionalni šport in temu je potrebno narediti konec. In kaj kaže izkušnja iz preteklosti? Leta 2022 med tretjo Janševo vlado, ko je že veljala 15-odstotna obdavčitev najemnin, je Furs odmeril le dobrih 18 milijonov evrov dohodnine, dvakrat manj, kot je odmeri zdaj. Podrobneje o tem sicer pišemo na 24ur.com.